Predstavljajmo si mesta, ki res dihajo. Ne kot neke hladne betonske gmote, ampak, veste, kot živi organizmi. Utripajoči. Točno, ekosistemi, kjer se tehnologija pa človečnost ne izključujeta, ampak se nekako prepletata v harmoniji. Lepa slika. Ja, to je vizija prihodnosti, ki jo danes malo raziskujemo. Vizija pametnih mest. Naše novo platno, mogoče nov dom. In ta vizija je, moram reči, kar dobro ujepa v teh virih, ki jih imamo pred sabo. Odlomki iz pametna mesta. Tehnologija, človečnost in možnosti. Prav to. In naša naloga danes je, vsaj jaz jo tako vidim, pogledati malo globlje. Ne samo te bleščeče tehnološke igrače, ampak kaj res pomeni, da mesto postane pametno. Ja, točno to. Potopiva se v bistvo. Kaj sprav definira ta mesta? Katere tehnologije so recimo ključne? Kako se človek znajde v vsem tem? In izzivi, seveda. In izzivi, ja, mogoče najpomembnejše. S čim se moramo spopasti, če hočemo to vizijo uresničiti? Začniva kar pri osnovah. Kaj so pametna mesta, vsaj po teh virih? Očitno ne gre samo za kup tehnologije. Ne, nikakor. Opisujejo jih kot nekaj več. Skoraj kot evolucijski preskok. Evolucijski preskok. Ja, kot nekakšno zlitje fizičnega in digitalnega sveta. Meje med okoljem in, recimo, informacijskimi sistemi postajajo vse bolj zabrisane. Predstavljate si mesto, ki se na nek način začne zavedati samega sebe. To pa zvoni. Ja, vem, ampak če pomislite, podatki postanejo življenjska sila. Kri, ki teče skozi mesto. In umetna inteligenca, ta pa deluje kot neka porajajoča se kolektivna inteligenca tega urbanega organizma. Zavedanje samega sebe. To je še vedno precej abstraktno. Kako bi se pa to recimo konkretno pokazalo v mestu, v vsakdanjem življenju? No, vir navaja kar nekaj praktičnih primerov. Pomisliva na ceste. Ne le pasivne površine, ampak aktivno spremljajo promet. V realnem času. Torej vedo, kje je gneča. Še več, prilagajajo signalizacijo, predlagajo alternativne poti, v bistvu preprečijo zastoje, še preden ti dobro nastanejo. Ali pa energetski sistemi. Ti se sami uravnavajo. Točno, glede na porabo, cene, vreme. Zmanjšujejo potrato. Ali pa parki, kjer namakalni sistemi natančno vedo, kdaj in koliko zalivati. Vsako rožo posebej skoraj. Skoraj. In pa seveda prebivalci. Povezani z mestom, med seboj, lažje sodelovanje, boljša informiranost, višja kakovost življenja. Saj v teoriji. Ključno je torej to, kar vir poudarja, ta odzivnost okolja, da se uči in prilagaja. Natanko tako. To je tisti preskok. Mesto kot sistem, ki se odziva. Prej to ni bilo mogoče v takem obsegu. Zanimiva primerjava v viru opisuje tehnologijo kot nevrotransmiterje mesta. To nekako ponazarja to idejo, ja? Internet stvari, IoT, naj bi bil ta mreža senzorjev, ki zbirajo informacije. Živčevje, če hočete. Ja, živčevje. Umetna inteligenca UI pa potem te informacije obdela in sproži odzire. Tako. In učinki so lahko res transformativni. Vir slika podobo, kjer prometni zastoji skoraj izginijo. Sliši se kot znanstvena fantastika. Malo, ampak ni več tako daleč. Recikliranje odpadkov, recimo, doseže stopnjo natančnosti, ki skoraj posnema naravo. Senzori vedo, kje so kakšni odpadki. Neverjetno. Ali pa javno zdravstvo. Na podlagi različnih podatkov lahko napovejo izbruhe bolezni in pravočasno ukrepajo. Bistvo je, da mesta niso več statične strukture. Ampak postanejo dinamični, prilagodljivi sistemi. Živi organizmi, kot ste rekli. Skoraj da ja. Res fascinantno. Ampak kako se ta tehnološka alhimija, kot jo imenuje vir, pravzaprav zgodi? Katere so te ključne sestavine? Začnimo morda z internetom stvari, IoT. IoT je res temelj, ja, digitalni živčni sistem mesta. In vir prav poudarja, to ni več prihodnost, to je sedanjost, ki se hitro širi. Konkretni primeri? Pametne ulične svetilke ne samo svetijo, ampak merijo kakovost zraka, zaznavajo promet, morda nudijo Wi-Fi. Vse v enem. Praktično. Ali pametni koši za smeti sami javijo, kdaj so polni. In potem smetarji optimizirajo pot. Točno. Manj vožnje, manj onesnaženja, nižji stroški. Prometna signalizacija, ki se dinamično prilagaja dejanskemu prometu, ne fiksnim intervalom.
Gre za milijarde povezanih napravic, ki stalno zbirajo drobne informacije. Torej, IoT skrbi za zbiranje podatkov. Čuti mesta, če so pri tej analogiji. Lepo rečeno. Kaj pa potem s to ogromno količino informacij? Tukaj verjetno vstopi umetna inteligenca, UI. Natančno. Če je IoT živčni sistem, potem je UI nedvomno tisto, kar bi lahko imenovali možgani mesta v nastajanju. Možgani mesta. Ja, UI je tista, ki vse te podatke prebira, analizira, osmišlja, uči se iz vzorcev, predvideva, pomaga pri odločanju v realnem času. Optimizacija prometa, energije, to so klasični primeri, ne? To so. Vir omenja Singapur, ki je res pionir tukaj. Z UI napovedujejo prometne zastoje in so že izboljšali pretočnost. Kaj pa je pri tem najbolj zanimivo za prihodnost? Potencial, ki ga opisuje vir, je res fascinanten. Da bi UI lahko postala nekakšen intuitivni digitalni skrbnik mesta. Skrbnik. Ja, sistem, ki predvideva potrebe, optimizira vire, brez da bi ga morali stalno nadzirati. Ampak in to vir močno poudarja, deluje transparentno, ščiti zasebnost in spodbuja pravičnost. To je seveda ideal, ampak smer je nakazana. Tu pa postane res kompleksno. Vir omenja tudi tehnologijo veriženja blokov. Blockchain. To se zdi pa precej drugače od IoT in UI. Kako se to vklaplja? Ni to samo za kriptovalute. To je pogosta zmota. Vir vidi blockchain veliko širše. Kot temeljno tehnologijo za zaupanje, transparentnost, varnost, v digitalnem svetu, ampak brez centralnega posrednika. Kako to mislite? Brez posrednika? Predstavljajte si ga kot nekakšen decentraliziran, nespremenljiv digitalni register. Knjigo, v katero vsi vidijo, ampak je nihče ne more spreminjati nazaj. In v pametnem mestu bi to pomenilo? Marsikaj. Recimo, varna izmenjava podatkov med različnimi službami, podjetji, celo prebivalci, brez da bi ogrozili zasebnost. Ali pa pametne pogodbe. Pametne pogodbe. Samodejno izvršljivi dogovori. Za avtomatska plačila cestnin, parkirnin ali celo za prodajo presežka sončne energije med sosedi. Varno, avtomatsko. Gre za ustvarjanje tistega, kar vir imenuje ekonomija zaupanja, vgrajeno v samo infrastrukturo. Zanimivo. In poleg vse te digitalne tehnologije ne smemo pozabiti še na en ključni element, ki ga vir izpostavlja – trajnost. Pravi celo, da je to duša pametnih mest. Absolutno. Vizija pametnih mest, kot jo opisuje vir, je neločljivo povezana s trajnostjo. Ne gre samo za učinkovitost, ampak za iskanje načinov, kako mesta delujejo v sozvočju z okoljem. Torej zelena tehnologija? Točno. Integracija obnovljivih virov, sončne celice na strehah, vetrne turbine, pametna energetska omrežja, ki zmanjšujejo izgube, zelene stavbe. Energetsko učinkoviti trajnostni materiali. Ja, morda celo z vertikalnimi vrtovi za čiščenje zraka, zmanjšanje toplotnega otoka. Tehnologija tukaj ni sama sebi namen, je orodje v službi boljšega sobivanja, človeka in planeta. Vse te tehnološke zmogljivosti so res impresivne, ampak vir nenehno vrača fokus nazaj k človeku. Pravi, da je tehnologija zgolj sredstvo. Kako torej vsa ta kompleksna simfonija dejansko vpliva na kakovost našega življenja? To je res osrednje vprašanje, ja. Kako izboljšuje našo sposobnost povezovanja, ustvarjanja, preprosto bivanja? Vir slika zelo živo podobo. Možno jutro v pametnem mestu, recimo leta 2050. Zbudimo se, temperatura v stanovanju je že prilagojena našemu ciklu zunanji temperaturi. Res, da bi karkoli naredili. Točno, pogledamo na zapestnico ali zaslon predlaga najboljšo pot v službo. Optimalno, hitro, okolju prijazno. Morda kombinacija vlaka in električnega kolesa. So uporaba kolesa verjetno. Seveda, med potja nam sistem morda predlaga kavarno, kjer bi srečali prijatelja, za katerega ve, da bo blizu. Ulice same se morda dinamično prilagajajo. Kako to mislite? Pločniki se razširijo ob konicah za pešce, določene cone se začasno zaprejo za promet. Manj hrupa, več prostora za druženje. Sliši se zelo udobno. Skoraj brez trenja. Ampak ne gre samo za udobje in učinkovitost, kaj ne?
Vir omenja tudi vpliv na ustvarjalnost, skupnost. Tako je. Tehnologija naj ne bi samo olajšala opravil, ampak tudi obogatila našo kulturno in družbeno izkušnjo. Javni prostori, recimo s interaktivnimi zasloni, platno za digitalne umetnike. Ki se morda odzivajo na mimoidoče. Točno. Ali parki z obogateno resničnostjo AR. Otroci odkrivajo zgodbe kraja, spoznavajo naravo na interaktiven način, skupinske igre, ki presegajo fizični prostor. Zanimivo. Ključna ideja je, da tehnologija ne sme nadomestiti pristne človeške izkušnje, ampak jo mora povzdigniti, jo narediti bolj živo, barvito, morda celo bolj povezano. Čarobno. Mesto kot platforma za človeško izražanje. Ta vizija je nedvomno privlačna. Vendar, kot vedno, vsaka svetla prihodnost ima tudi svoje sence. Vir se ne izogiba opozorilom. Kje so torej glavna tveganja, izzivi? Začnimo morda z najbolj očitnim – zasebnost. To je zagotovo na vrhu seznama skrbi. Tudi v Viru, mesto prepredeno z milijardami senzorjev, nenahetno zbiranje podatkov o gibanju, navadah, komunikaciji. Kdo vse to gleda? Točno to je vprašanje. Kako zagotoviti, da vsa ta podatkovna sled ne postane orodje za neomejen nadzor se strani države, korporacij? Kako zaščititi podatke pred napadi, zlorabami? In kaj lahko mi storimo? Imamo nadzor? To je ključno. Kako zagotoviti, da imajo posamezniki dejanski nadzor in pregled nad svojimi podatki? Kateri se zbirajo, kako se uporabljajo? To zahteva močne etične okvire in tehnične rešitve. Anonimizacija, transparentnost algoritmov. Ogromen izziv. Naslednja velika skrb, ki jo Vir izpostavlja, je družbena pravičnost. Nevarnost, da pametna mesta postajajo igrišča za elito, za premožne, medtem ko ostali ostanejo zadaj. Natančno. Če ne bomo pazljivi, proaktivni, lahko tehnologija samo poglobi obstoječe razpoke, družbene, ekonomske. Kaj torej storiti? Ključno je, kot poudarja Vir, da so koristi pametnega mesta, boljši prevoz, storitve, informacije dostopne vsem, ne glede na dohodek, starost, tehnično pismenost. Lokacijo v mestu. Točno. Treba je zavestno načrtovati za vključevanje, zagotoviti cenovno dostopnost, aktivno premoščati digitalni razkorak. Cilj mora biti mesto, ki je pametno za vse, ne le za nekatere. Tehnologija mora zmanjševati neenakosti, ne jih povečavati. In potem je tu še vprašanje krhkosti, odpornosti. Kaj se zgodi, ko vsa ta sofisticirana tehnologija odpove? To je še en ključen izziv. Odpornost sistema, kaj bi spadlo elektrike? Ali kibernetskem napadu? Ja, ki lahko ohromi promet, oskrbo z vodo, bolnišnice. Ali pa naravna nesreča, ki poškoduje infrastrukturo. Ker so pametna mesta tako odvisna od tehnologije, morajo biti odporna. Nujno. Sistemi morajo biti zasnovani z mislijo na odpornost, redundanca, varnostne kopije, zmožnost delovanja v omejenem načinu. Jasni načrti za krize. Brez robustnosti je vse skupaj na trhlih temeljih. Kljub vsem tem resnim izzivom pa Vir na koncu slika, izjemno optimistično vizijo, skoraj poetično. Mesta kot orkestri. Kjer tehnologija in ljudje skupaj ustvarjajo simfonijo. Ja, lahko si predstavljamo svet, kjer mobilnost res teče kot reka, kjer dihamo čist zrak, kjer so parki oaze miru, ustvarjalnosti in kjer so skupnosti povezane. Ne le digitalno. Ampak te digitalne niti dejansko krepijo pristne medčloveške vezi. In če to povežemo s širšo sliko, pametna mesta niso le tehnološki projekt. So priložnost za novo poglavje v zgodbi človeštva. Kako to mislite? Priložnost, da zavestno oblikujemo okolja, kjer tehnologija resnično služi najboljšim človeškim vrednotam. Ustvarjalnosti, sodelovanju, sočutju, skrbi za planet. Meje med naravo, tehnologijo, človekom postajajo zabrisane. Postajamo soavtori lastne evolucije, kot pravi Vir. Na nek način, ja. Skozi okolja, ki jih gradimo. Zaključek Vira zato ne deluje kot neka dokončna napoved, ampak bolj kot klic k ustvarjanju.
Vabilo. Vabilo, da ne le pasivno spremljamo, ampak aktivno sodelujemo pri oblikovanju prihodnosti naših mest, da sanjamo večje, gradimo pametneje in morda najpomembneje, gradimo globlje odnose znotraj teh novih krajin.